Hej, hej, en lep pozdravček, spet ponovno tule v skupini Čarobno telo. En lep pozdravček vsem vam čarobnim ljudem. Upam, da vam ni prevročen, da ste kje v kakšni prijetni senčki, s kako dobro pijačo in v dobri družbi. Jaz pa zdaj čakam na stranko, da narediva simfonijo možnosti kar prek spleta in sem rekla, no, dokler nimamo midva te seanse, sem pa še jaz skočila na en live video, pa delila eno stvar, torej kot vidite, dejansko delim ful neke take stvari, presenetljive stvari, čarobne stvari, in to vse nam je na voljo, in jaz tudi že v enem izmed prejšnjih videov sem omenila, da me je junija pač na prehodu za pešce zbil avto, in pa sem imela celo vrsto nekih stvari, nekih težav, pač s telesom seveda, med drugim tudi to, da me je tako prav uščipnalo, me je tako tukaj kako bi rekla, ne v križu, ampak malo nižji dol, torej pač tam v kolku noter, in se je tako kazalo kot nek išjas, in to je bolelo tako, da ko sem recimo, ko sem sedela, bilo kar v redu, ko sem se ostavljala, tako, mislim, nisem mogla sploh hoditi, In zdaj v Accessu so pred kratkim prišli prav eni cool procesi ven zvezi z definicijami, ker mi vsako stvar definiramo. Vsaka definicija že po definiciji, sami definicije je omejitev. Takoj, ko neko stvar definiramo, jo pač omejimo in sebe omejimo. In tudi za recimo te telesne stvari, telesne bolečine, kar se nas telesom prikazuje, lahko rečemo, kakšne definicije uporabljam, da kreiram, pa vstavite noter, kar izbiram. In sem si jaz pač potem začela ponavljati, kakšne definicije uporabljam, da kreiram bolečino, ki izbiram. Kakšne definicije uporabljam, da kreiram bolečino, ki izbiram. In si ponavljam to, ponavljam. In pol naenkrat sem doživela razsvetljenje, mi je se žarenca prižgala, jaz si to izbiram. Jaz si to izbiram, to bolečino. Prav tako, mislim, če poslušate ta proces, torej, kakšne definicije uporabljam, da kreiram bolečino, ki jo izbiram. Mi si vse izbiramo. In ko sem to ozavestila, res pač, tako Gary Douglas reče, dojameš, ko dojameš. Čakaj malo, če si jaz lahko izbiram bolečino, lahko izberem tudi nekaj drugega. In sem v tistem trenutku, sem se sam spomnila, koliko je takrat, ko nimaš bolečine. In sem izbrala to. In je ta bolečina moja izginila v parih sekundah. To je tisto, ko slišite, vse le izbira. Vaša izbira ustvarja. Mogoče ta moj primer je res tak ekstremen, ker jaz sem tudi navajena tako že dejansko, ful imam nabor teh raznih občutkov, sem zelo tako, kako bi rekla, v stiku z njimi, tako da lahko trenutku izberem nekaj drugega, tako da vem, da mogoče je bilo to za nekoga med vami, mogoče malo bolj, recimo, nek večji izziv, ampak vseeno bi si lahko v tem primeru izbrali nekaj drugačnega, namesto da bi rekli, zdaj imam pa ta išjas ali pa vščipnal me je, v križu, oziroma tako, mene pa tukaj v ritanci noter, in pač vse, kar s tem pride, vse definicije bi jih lahko obnavljali, bi jih lahko ponavljali, lahko bi pa izbrali, kaj je bilo potrebno, da se to spremeni, torej lahko bi izbrali, da boste to spremenili in pač po tej poti šli naprej, lahko je pa zgolj tako ekstremno, kakor sem jaz naredila, zgolj izberete nekaj drugega, izberete tisto stanje brez bolečine in lahko bolečina tako izgine. Jaz sem živi primer in res to mi je tudi dejansko smo zavestila, da vse nekje tako na določenih področjih življenjskih sem je izbira, to je izbira. Ampak druga področja so bila pa tako, mislim, kako naj izberem, ne vem, ne znam, ne vem, nimam druge izbire. In sem res ta dogodek mi je omogočil, da sem res ozavestila na vseh področjih, da vse izbira, vse posod je izbira. In o tem bomo govorili tudi na našem sobotnem srečanju izbira kot element stvaritve. To srečanje poteka v okviru kluba Uresničujem svoje sanje in na to srečanje ste vsi vabljeni. To je spletno srečanje, zato ker član kluba postanete šele, ko se 3-krat zaporedoma udeležite teh srečanj, in so pač deležni ugodnosti, pri ostalih storitvah in tako naprej.
Tako da res vabljeni in tukaj bomo govorili o tem, kaj je pravzaprav to izbira, kako to ustvarja pred energijsko komponento. Ne, se vsi vemo, ja, moč biti določena energija, to sama izbira pred to energijo. Vi si prej izberete, potem se šele prekaže ta energijska komponenta. Ne? Potem kako izbirati, ko imamo občutek, da bi radi nekaj izbrali, imamo občutek, da bomo proti nekomu drugemu izbrali, ali pa sploh ne vemo, oziroma skozi gledamo, da bomo pravo izbiro naredili. Ne? To so nas naučili, moš pravo izbiro narediti. Kaj, če nam staja prav pa narobe, kaj, če ni prave napačne izbire? Ne? O tem bomo govorili v soboto in lepo vabljeni. Bom od spodaj prilepila link do tega dogodka, traja bo tako od cirka urco pa pol, ob 10. uri bo, tudi če se živo ne boste mogli udeležiti, lahko dobite pol posnetek, mi pošljete svoje vprašanja na mail in pol prisluhnete pač na posnetku, ki ga boste dobili pol po srečanju, ampak jaz mislim, da bo tako zelo taka transformativna in oči odpirajoča izkušnja za vse tiste, ki pridejo. No, takole, zdaj pa moram šibati, simfonija možnosti čaka, bomo spet kaj lepega naredili, spremenili, začarali, ne? Tako da jaz vas pa lepo pozdravljam, pa ja, vse le izbira. Čau, čau.